Lep pozdrav, Miran tukaj. Danes bi rad spregovoril par besed o različnih tehnikah za osebno rast. Zakaj te tehnike pomagajo samo kratek čas oziroma nekatere izmed njih. V glavnem želeli bi majčkeno bolj razumeti, kako vse tehnike delujejo, kaj sploh pač pomagajo, kako pomagajo. Če slučajno se mi priključite, če imate kakšno vprašanje, bom vesel, da mi ga zastavite tukaj v živo ali pa tudi, če mi ga pošljete na info@miranpeterman.com. Glede, v bistvu prva stvar, ki jo moramo razumeti, pred kratkim sem naredil eno delavnico in potem ena gospa mi omenila, da velikokrat omenim, da moramo razumeti. Mogoče sem imel kakšne travme iz mladosti, ko je, ne vem, mogoče so moji starši ves čas govorili, da moram razumeti neke zadeve, ampak dejansko včasih na drugače sploh ne gre, kot da moramo razumeti. V bistvu ne rabimo razumeti, ampak se veste, kako je, ne. V bistvu v življenju vladajo neki zakoni, to so pač naravni zakoni ali pa, bom rekel, energijski zakoni, ne. In sedaj teh zakonov dejansko ne rabimo razumeti, ne. Ampak če jih ne upoštevamo, pač v bistvu nosimo posledice, ne. Zakon gravitacije, ne. Zakon gravitacije recimo ne dela razlike med neko lepo prelesno mladenko in neko, se opravičujem, ne, mogoče ostarelo pač gospo, ki je že pač nekako se poslavlja iz tega življenja, ker pač mogoče izgubila svojo vizijo in tako naprej, ne. Ampak če gresta obe na nek balkon in stopita čez prepad, v bistvu zakon ne dela nobene razlike, obe padeta dol, ne. In ne glede na to, ali se mi s tem strinjamo, ali moramo razumeti, ali ne moramo razumeti, kakorkoli. Okej, gremo mi zdaj kar malo pogledati to, ne. Tehnike za osebno rast, za osebnostno rast, duhovno rast se niti nima tukaj, bom rekel, ni take velike razlike, ne. Prva stvar, ki je pomembno, da jo poznamo, bom poskušal najti kakšen drugačen izraz, je, da so vse tehnike samo orodja, ne. In dejansko, ko mi osebnostno rastemo, ko se razvijamo, potrebujemo določeno tehniko ob določenem času, ne. Z nekim orodjem lahko narediš ogromno dobrih stvari, lahko pa včasih narediš tudi ogromno nekaj slabega, ne. Recimo, poglejte, če dam primer, če se z avtom zaletimo v neko škarpo, ne, ali ne vem, v nek steber, ne, in potem imamo udrtino na avtomobilu, potem dejansko s kleparskim kladivom lahko naredimo ogromno dobrega. Pač avto popravimo. Ampak če pa recimo, bom rekel, bi pripeljali avto na servis in potem pač mehanik bi se najprej pojavil z kladivom, ne, bom jaz pogledal z kladivom, kaj je z vašim avtom narobe, ne, mogoče bi dejansko majčkeno podvomili o tej mehanični delavnici, ne. Ampak glejte, v bistvu problem, ki se pojavlja in ki ga pač ogromno kratov srečujem, je, da veliko, pa to ni tukaj, da bi bili nekdo slab, pač tukaj je, bom rekel, precej nekega neznanja, neizkušenj. Nekateri imamo srečo ali pa smolo, da imamo že pol stoletja izkušenj in življenja za sabo, ne. Ampak v bistvu, glejte, nekdo pač v življenju gre skozi neko težko preizkušnjo, ne, in potem najde neko tehniko, ki mu pač pomaga v tej situaciji, ne, in potem začne razglašati, ta tehnika pa pomaga pri vseh zadevah. Ampak v bistvu to ni res, ne, ker glejte, če se jaz, kot sem rekel, zaletim z avtomobilom in potem s kladivom popravim avto, ne morem odpreti mehanične delavnice in potem razglašam, ja, zdaj imam pa jaz tehniko, pač moje kladivo, s katero lahko popravljam vse avtomobile, ne. In potem ljudje grejo na pač te različne tehnike, ne, in potem ni rezultata, ne, zato ker pač tehnika pomaga v omejenem obsegu, tako kot, bom rekel, smo rekli, ta orodje dejansko pomaga v omejenem obsegu. Pač orodje je super, ne, ko je super in je dejansko precej neuporabno tam, kjer ga dejansko ne moremo in dejansko ne potrebujemo uporabljati. To pomeni, vsaka tehnika je samo orodje, ne. In mi moramo vedeti, kdaj ta orodja,
bom rekel, uporabiti in na kakšen način jih uporabiti. Ne. Mogoče na zanimivo, ne, tudi vprašanje sem dobil ravno nekaj dni nazaj, Miran, katera tehnika pa je najboljša, ne. Oziroma pač glede te tehnike. Ampak stvar ni v tem, katera tehnika je najboljša. Stvar je v bistvu v tem, kdo to tehniko dela. Ne. Ker, ne vem, sam se ukvarjam že dolga leta recimo z borilnimi veščinami, ne, in med borilnimi veščinami je vedno pač neka debata, ne, a je boljši, ne vem, karate, a je boljši kickbox, a je boljše to, a je boljše to, ne. V bistvu ničesar ni boljše in ničesar ni slabše. Ok, seveda pač nekatere stvari so pač, bom rekel, v osnovi prirejene tako, da niso, bom rekel, da so pač omejene, ne, bom rekel, pač zaradi samega narave in pravil tega, recimo, ne vem, pri judu ne smeš nikogar boksati, potem če celo življenje judo treniraš in potem srečaš na cesti nekoga, ki te najprej nagobec, ne, pač si že v osnovi v inferiornem položaju, ne. Ampak dejansko stvar je v tem, kdo dela to tehniko, ne. Ni stvar v tehniki, ampak je stvar v tistemu, ki tehniko dela, ne. Ne vem, če ste slišali pač zgodbo, ne, o tovarni, ki se je ustavila, pač en stroj se je ustavil in je proizvodnja stala par dni, škoda je nastajala na tisoče evrov je dejansko pač bilo izgube, ker pač proizvodnja ni se nadaljevala, niso vedeli, kako bi to zadevo popravili, ne. In potem je prišel en mojster izkušen, ne, in potem pogleda tisti stroj, vzame ravno kladivo, tink, ne, in stroj v bistvu začne zopet delovati, ne. In potem vsi so čestitali, veseli, hvala, ok, super. In potem pride račun, ne, in račun znaša 10.000 evrov. In potem lastniki podjetja, joj, kaj pa zdaj to, prišli ste tam do stroja, ne, dejansko, ne, in potem s kladivom udarili pač na tisto mesto, seveda pač stroj je začel zopet delovati, ampak 10.000 evrov, to je dejansko pač ni jim bilo jasno, ne, in potem so pač želeli ostati vljudni in potem na lep način zadevo rešiti, ne, in so rekli, dajte vi prosim tale vaš račun specificirati, da vemo, kaj plačamo, ne. In potem dobijo nazaj specifikacijo, ne. Ok. Udarec s kladivom 1 evro. Znanje in 20-letne izkušnje, kje udariti 9.999 evrov. Ama razumete? Ne? In to je dostikrat, recimo, ko pač naletimo na nekoga, kjer želimo, da nam pomaga, ne, in potem gledate, jo, kakšna je pa cena, ja, joj, tam je pa cenejše, ja, zagotovo je cenejše, ne, ampak v bistvu stvar je v tem, ne, na kakšen način, koliko časa in kakšno znanje in kakšne sposobnosti je ta, ki to prodaja, dobil in seveda na kakšen način pač te stvari potem lahko daje naprej, ne. Ok, to pomeni dve stvari, ni vsako orodje za vsako, bom rekel, ne, seveda mi rečemo, veste, slovenski pregovor, ne, pravi, za vsako bolezen rožica raste, ne, zdravilna rožica. In isto, to pomeni, za vsak problem je dejansko pač obstaja neka tehnika, kjer lahko ta problem rešimo. Ampak problem je, če ne vemo, katera rožica je za kateri problem, ne. To pomeni, da ni stvar v tistem orodju, ne, ampak moraš vedeti, zakaj se ta orodje uporablja, ne. In druga stvar je, da zopet, ne, kot sem rekel, ni stvar v tehniki, ampak stvar v tistem, kdor tehniko dela, ne. To pomeni, če želite neko dejansko najti neko rešitev za vaš problem, potem morate najti nekoga, ki je za tehniko, ki jo prodaja, ta problem že rešil, ki je bil točno v takšni situaciji, ne. Zdaj v bistvu bi majčkeno se dotaknil različnih tehnik, da malo razumete, ne, kako stvari delujejo. Pač jaz se ukvarjam, sem strokovnjak za energijo in vse gledam z energijskega gledišča, seveda pa pač imam znanje in sposobnosti tudi nekih drugih tehnik, ki jih uporabljam pri svojem delu. Ok, ampak poglejmo na konkretnem primeru, ne. Prva stvar je, pač živimo v zelo enem takem obdobju stresnega življenja, ogromno je pritiskov in tako naprej, ne. In večina ljudi te pritiske
pač rešuje z hojo v naravi, z športom. Ne, dejansko šport je, bom rekel, nekaj tak modern katalizator, predvsem menedžerjev, ne, teh vodilnih poslovnežev, poslovnih žensk, ne, da dejansko, ker njihova izkušnja je, ko so pod stresom, ko se vsega nabere, sam imam tako izkušnjo, skoraj celo življenje sem se ukvarjal z vrhunskim športom, ne. In dejansko šport ti pomaga, da te stvari se dejansko sprostijo, da se ta negativna energija, da se energija, ki se je nabrala, vse te zadeve, da se sprostijo in se bistveno boljše počutiš. Ne. Ampak dejansko rezultati so samo začasni. Ne. Zakaj? Zato, ker v bistvu, če gledamo vse energijsko, ko smo pod stresom, ko dejansko se nam te stvari dogajajo, ne, potem imamo okrog sebe in v sebi ogromno, veliko količino, veliko kepo negativne energije. Ne. In šport, predvsem znojenje, ne, preko seveda sprehodi v naravo so super, ampak za sprehodimi v naravo enostavno noben nima časa, da bi 50 km prehodil, da bi resnično lahko pokuril, da bi resnično lahko ven dal res iz sebe toliko tega, kar se nabere. Ne. In za športom, ko se preznojimo, dejansko prav čutimo, kako grejo to, kako se sprošča, gre ta negativna energija stran. Ampak v bistvu to je samo prvi korak. Ne. Če želimo resnično rezultate, moramo to kombinirati z delom na sebi, z duhovno rastjo, z meditacijo, recimo je ena taka zadeva, ne, da dejansko dobimo pozitivno energijo. Pač, da znebili smo se negativne energije, nastal je nek vakuum, ampak zdaj je pa čas, da dobimo pozitivno energijo, da se napolnimo, da se umirimo in potem lahko funkcioniramo. Ne. To pomeni, to je, bom rekel, šport. Ne. Druga stvar je zopet, recimo v zadnjem času so zelo popularni access bars, razne tapkanje, EFT, TFT, ne, v bistvu vse za čiščenje naših blokad. Ne. To je zelo, bom rekel, zelo pomembno. Skozi življenje pač gremo skozi neke izkušnje, ki se vtisnejo energijsko v nas in potem, bom rekel, stvari, ki jih doživljamo v življenju, gledamo skozi prizmo teh izkušenj, pa je lahko to čisto neka banalna zadeva. Ne vem, lahko se zgodi, da ti mama ni hotela kupiti igrače in si občutil neko zavrnitev in se te ista zavrnitev potem pokaže v partnerstvu in potem odreagiraš, bom rekel, na popolnoma nenormalen, nekontroliran način, ne? In dejansko pač ne moreš temu nič narediti. In če tega ne očistimo, če tega ne odstranimo, potem se nam te stvari lahko ves čas vlečejo in ponavljajo. To pomeni, vse te tehnike, access bar, tapkanje, EFT so super, ne? Ampak zopet v bistvu, bom rekel, niso dovolj. Ne? Zato, ker poleg tega, da je tukaj, bom rekel, smo odstranili te energijske blokade, ne? In te energijsko nesnago, ne? Te tehnike za tiste, ki pač tega ne poznate, je dejansko bistveno globje gre kot pa to, tisto, kar naredimo preko športa, preko znojenja, je pač neko dnevno zadeva, ne? Ampak te tehnike pomagajo, da počistimo svojo preteklost, ne? Ampak zopet tukaj potrebujemo še dodatno zdravljenje, ne? Da se te stvari zacelijo, to je ena stvar. Ne? In druga stvar, ki dostikrat opažam, da pač ljudje nimajo znanja, nimajo razumevanja, kaj se dogaja, kako se dogaja. Ker to je ista zadeva, kot če gremo naprimer k bioenergetiku. Ne? Bioenergetik je nekdo, ki ima pač več svoje življenjske energije in nam lahko pač del tega da in nam pomaga dejansko zaceliti, dejansko stabilizirati našo energijsko situacijo. Ne? Ampak v bistvu ta naša energijska situacija je nastala zaradi našega nerazumevanja življenja, nepravilnega življenja, če hočete. Ne? In če mi tega ne spremenimo, ne? Potem moramo ves čas hoditi k bioenergetiku, ves čas potrebujemo pomoč nekoga. Ne? Razumete? Ne?
Tako da, gremo naprej. Ne. Potem so razne tehnike, kot so popularne NLP. NLP je v bistvu pač, bom rekel, glavni za coaching v Sloveniji. Ne. V svetu pač je, bom rekel, ima zagotovo veliko težo in je vrhunska tehnika. In dejansko res pomaga spremeniti svoj pogled na življenje, pomaga nam spremeniti, zamenjati naša prepričanja. Ne? Ampak v bistvu, bom rekel, moja izkušnja, ker se pač ukvarjam z energijo, je zopet, da če dejansko mi nimamo neke energije, če nimamo neke energijske kapacitete, dejansko lahko spremenimo naša prepričanja in dejansko ne bomo naredili nobenega rezultata. Ne. Najbolj, bom rekel, v svetu popularen, kar se tiče tega NLP-ja, majčkeno, bom rekel, izdelana, dodelana tehnika je pač seveda Tony Robbins, ne. Ampak v bistvu statistično gledano dejansko lahko Tony Robbins pomaga samo 30% udeležencev, ki pridejo na njegove delavnice, na njegove seminarje. Zakaj? Zato, ker v bistvu zopet je problem v energiji, energijskih blokadah, ki smo rekli, da jih že prej druge tehnike uporabljajo, energijskem zdravljenju in sami kapaciteti, ker ko ti spremeniš svoje prepričanja, ne, če nimaš goriva, ne, to pomeni pač, če rečemo, imaš ti avto, ki je pokvarjen, pokvarjenost pomeni pač ta naša napačna prepričanja, ne, to avto popraviš, spremeni se prepričanja, kaj pa sedaj? Ne? Ja, sedaj je pa treba gorivo. Če nimaš goriva, ne moreš nikamor. Koliko daleč se lahko peleš z avtom brez goriva? Nikamor. Niti po dvorišču, če smo čisto tako. Ne? Pa imaš lahko najboljši avto. Ne? Imaš lahko ti, ne vem, ali lahko imaš Tesla, ne? Ampak če nimaš goriva, če so baterije polne, ne moreš narediti nič. Pa imaš, bom rekel, najnovejše čude tehnologije. Ne? Tako da v bistvu, bom rekel, da razumete, ne? Če ste pri nekem terapevtu, če ste že, ne, zdaj mogoče tudi ena zadeva, ki je zelo pomembna, ne, nisem se z nekom pogovarjal, ne, in potem pač glede pač neke življenjske transformacije, ne, in potem v bistvu reče, ampak Miran, jaz že imam svojo terapevtko, ne, jaz si zelo zaupam, super, sem zelo vesel, pa kaj delate z njo? Ja, v bistvu ne, pokličem jo takrat, ko začutim. Ne. Ampak v bistvu to, da mi pokličemo nekoga, ki, ko mi začutimo, je dostikrat prepozno. Ne. Poglejte, jaz imam tudi recimo, ne vem, se hecam, imam zobozdravnika, ne, že dolgo zaupam mu, ampak 5 let že nisem bil pri njemu. Ne. To pomeni, gledajte, pri zobeh razumemo, ne, in pri zdravju tudi mogoče razumemo, ne, da dejansko pač, če ne delamo rednih pregledov, če ne spremljamo našega stanja, ne, potem v bistvu nimamo nekega občutka, grem takrat, ko začutim, vem, takrat, ko me zaboli, ne, in potem, ko pridem k mojem zobozdravniku, se samo za glavo drži, ne, in pravi, v bistvu, Miran, kje si pa hodil toliko časa, ne, v bistvu moral biti redno pač delati neke preglede. Isto je z našo energijo, ne? Isto je z našim, bom rekel, našim življenjsko transformacijo. Ne? Ker, glejte, lahko vam povem čisto iskreno iz lastnih izkušenj, pa sem v bistvu živim od tega, rečemo. To pomeni, da moram vedeti, kaj delam, moram vedeti, kako delam. Ampak dejansko je tako hitro, pač začnem neko rutino, recimo, ne? Začnem neko transformacijo, nekaj začnem delati, upeljem nove neke navade, običaje, dodam neko branje, neko študiranje, poslušanje nečesa in tako naprej. Ne? Ampak potem se pa pač nekaj zgodi, ne vem, prehladim se, ogromno nekih stvari se nabere, ne vem, preveč strank, ne vem, en teden imam bistveno preveč strank, naredim mogoče Facebook izziv, kjer dejansko mi pobere bistveno več časa, moje življenje se poruši, moji koncepti se porušijo in dejansko niti ne opazim, da grem ven iz te rutine. Niti ne opazim, da neham delati stvari, ki dejansko bi jih moral delati. In niti ne opazim, da dejansko
se stvari zgodijo, pa se dnevno ukvarjam, pa samo to delam, a me razumete, ne? To pomeni, kako dejansko potem gremo, pač to je tudi naslednja točka, ne, samostojno delo na sebi. Dejansko, ko sam delaš na sebi, dejansko nimaš, nažalost, plejte, tukaj seveda pač ljudje, spet ti nekaj prodajaš, nič ne prodajam, plejte, v bistvu pač dajem vam informacijo, če želite kupiti, boste kupili, če želite imeti, a veste, to je isto kot Mercedes, ne. Če recimo se Mercedes ali pa katerikoli avto, BMW ali pa Volkswagen, ljudski avto, ne, če dejansko vidite neko reklamo, seveda lahko rečete, ja, pač zopet vam nekdo prodaja. Okay? Lahko, ja, seveda, pač prodaja, ker ima nekaj, ker vam nekaj ponuja. Ne? Ampak v bistvu dejansko je na vas odvisno, ali hočete to imeti, ali hočete imeti take rezultate, ali hočete imeti tako življenje, ali hočete imeti tako transformacijo, ali hočete poznati te stvari. Tako da v bistvu nihče vam ne prodaja, samo sami kupujete. Ne? Ampak, gledajte, ko delamo sami na sebi, ne, je vedno problem v tem, da imamo ogromno nekih informacij in dejansko sami ne vemo, kdaj in kaj uporabiti. Ne? Ker v bistvu, že ko delaš z coachem, lahko naletiš na napačnega. Jaz sem recimo v zadnjih 2 letih sem investiral 10.000 evrov, pa se zadeve niso obrnile. In potem sem našel še eno drugo rešitev, kjer so se potem stvari sestavljene. Ampak sem pač dobil napačno informacijo, napačne korake. Ne. Zakaj? Je zato, ker mogoče nekdo, ki, ne vem, bom rekel banalno, ne, ki zasluži 10.000 evrov, dela neke stvari, ima neke rituale, ki so bistveno drugačni kot nekdo, ki zasluži 1.500, 2.000 evrov. Ne. Nekdo, ki teče maraton, ima drugačen način življenja kot nekdo, ki začenja teči. Ne. In če vi potem gledate unega, ja, un je pa uspešen, on pa teče maratone, zagotovo ima znanje. Ja, zagotovo ima znanje, ampak v bistvu to še ne pomeni, če on ima znanje, da je to znanje v bistvu primerno za vas in da je to znanje primerno za vas v tem trenutku. A me razumete? V tem je samo problem. Ne? Delaš ti neke stvari, greš na delavnico, ne? Ampak v bistvu, plete, ogromno ljudi, zdravo, gre na nek način na delavnico v nekem, bom rekel, v nekem takem smislu, ok, grem na delavnico, mogoče mi bo prišlo prav. Ne? Ja, zagotovo bo prišlo prav, ampak zopet je, bom rekel, spet ta zadeva, ne, kot dostikrat slišimo, ok, pač bom se odločil, ko začutim. Ne. Primer sem vam povedal samo pri naših zobeh. Ne. Ko jaz začutim, da je nekaj narobe, je dejansko prepozno. Če grem pa jaz dejansko enkrat letno, tako kot pač imam dogovorjeno z mojim zobozdravnikom, na pregled, potem pa pač ta moja zobozdravnica ve, ali je kaj zadeva se nadaljevala, a delam v redu, joj Miran, spet sem, ne, moja je navdušena, joj Miran, spet priden si bil, ne, v redu je to, se zopet vidiva čez pol leta, se zopet vidiva čez 1 leto. Ne. Ker v bistvu drugače se nam stvari zgodijo, grejo v neki smeri in sami niti ne opazimo. Ne. Naslednja stvar je v bistvu tudi mogoče branje knjig. Branje knjig je super, branje knjig je danes v bistvu zelo popularno, uspešni ljudje berejo, voditelji berejo, zmagovalci berejo. Ne. Dejansko je to res, branje je neka zadeva, ki se je precej izgubila skozi leta, včasih smo mi ogromno brali, potem je pa v bistvu pač to branje bistveno šlo dol, seveda tudi za pojavom teh novih tehnologij in vsega tega, ne, ampak to je druga zgodba. Ne. Berite, če imate le možnost, prejte, lahko imate. Ena stvar je tukaj pač, če želite karkoli delati na sebi, nažalost smo Slovenci relativno mali, relativno malo stvari se dogaja, ne, in je bistveno lažje in bistveno, bom rekel, hitreje se vse stvari dogaja, če znate angleško. Ne. In recimo Amazon, Kindle, lahko si date na pametni telefon,
Včasih so neke zadeve, neke knjige, bom rekel, smešno poceni, pol evra, evro pa pol, par evrov in tako naprej, 10 evrov, vse najdražje knjige so, pa zopet to niso drage, so po, ne vem, 19-25 evrov, ne, in potem berite, ne. Čim več dejansko uspešni ljudje, predvsem najbogatejši ljudje na svetu, recimo Warren Buffett je eden največjih investitorjev na svetu, eden največjih, ni največji, ne. Ogromno ljudi misli, da je največji, ampak nima veze. On recimo bere po 6 ur na dan ali še več, ne. Zakaj? Da se ves čas hrani svojo dušo, da ves čas je na tekočem, da ves čas. Seveda pač morate imeti v mislih, da dejansko pač, bom rekel, ko beremo, sta pač dve fazi, isto kot v fazi osebne komunikacije, ne, o tem bom govoril v pač naslednjih dneh malo več, ne. Dejansko ena stvar je, kaj smo mi prebrali, ne. Nekaj mi preberemo, ampak potem povsem nekaj drugega pa mi razumemo, ne. In ko preberemo, bi bilo super, če imamo možnost, da dejansko preverimo z nekom, ki pač je mogoče na en korak pred nami na majčkem večjem nivoju, ne, da dejansko preverimo, kaj smo dejansko prebrali, ne. Kaj smo od tega odnesli, a smo pravilno razumeli, ne. Ker dostikrat recimo, ne, ker obstaja knjiga Moški so z Marsa, ženske so z Venere in tako naprej, ne. In dejansko dostikrat tudi dam svojim strankam, da preberejo to knjigo, ne, in potem pridejo nazaj z vprašanjem: "Joj, Miran, knjiga je super, ampak nič ne piše o mojem partnerju. Moj partner tam ves čas govori, da pač moški grejo v svojo jamo in tako naprej, ne." Jaz sem enkrat eno stranko, ne, in pravi: "Ja, ampak moj partner pa hodi na lovsko kočo, hodi na lov, hodi tam, ne." Ampak to pomeni, da pač imamo neko informacijo, ampak stvari treba povezati, da dejansko veš, zakaj gre. Glejte, v bistvu, da naredim še en kratek zaključek. Življenje je energija, mi smo energijska bitja, mi smo večdimenzionalna bitja in če hočemo narediti neko transformacijo v življenju, ne glede na to, ali to želimo izboljšati partnerstvo, ali to želimo nekaj narediti na osebni rasti, ali želimo pač povečati naše finance, dejansko moramo razumeti, da je človek večdimenzionalno bitje. In tako kot smo pogledali te tehnike, ne, in kot smo ugotovili, da pač vsaka tehnika je samo, bom rekel, eno izmed orodij, ki ga lahko uporabimo in ga moramo uporabiti takrat, ko je pač potrebno in ko je dejansko pač ima nek učinek, ne. Obstaja nekaj nivojev, o katerih bom na kratko predstavil, ne. Prva stvar, ki moramo tukaj se dotakniti oziroma moramo delati, je na našem znanju in razumevanju življenja, ne. To pomeni, da dejansko razumemo stvari, ki so tukaj v fizičnem svetu. Če hočemo delati biznis, potrebujemo znanje o marketingu, o komunikaciji, bom rekel, sami organizaciji proizvodnje. Ravno tako pa moramo razumeti in poznati energijske zakone, ne. Zakon setve, zakon žetve, zakon privlačnosti in tako naprej, ne. To pomeni, prva stvar je znanje in ogromno ljudi dela samo na tem področju, ne. Ostala področja pa zanemarja. Katera sta ostala področja? Drugo področje so naši podzavestni programi. Naši podzavestni programi, mi smo jih dobili skozi življenje od naših staršev, ki dejansko kažejo na neko razumevanje. Naši programi nas obnašajo. Naš program je: vedno se mi to zgodi. Moški so, ne, barabe, ne. Vedno imam smolo v življenju. Denar se težko zasluži, ne. To so vse podzavestni programi. Nimam sreče v življenju. Ali pa je v bistvu program: sem najsrečnejša oseba. Moje življenje je čudovito, ne. V življenju pritegnem same čudovite osebe. To so vsi programi. In ne glede na to, koliko imamo znanja, če nas ti podzavestni programi blokirajo, če nam dejansko preprečujejo, da bi prišli do rezultata, potem ne moremo biti uspešni v življenju, ne. Potem naslednja stvar je pač sama energija. Ena stvar je, koliko smo mi samo energijsko zdravi, kakšna je naša kapaciteta energije. Ne glede na to, če imamo
vse znanje in če imamo te naše programe, ampak če nimamo dovolj energije, potem zopet ne moremo narediti ne transformacije, ne moremo, ne. Zakaj mi denar polzi iz rok? Ne? Zato, ker ni prave kapacitete energije. Ne? Zakaj ne morem zaslužiti več denarja? Zato, ker ni dovolj energije. Ne? Zato, ker ni pravega pretoka, ker so blokade, ne? In tako naprej. To pomeni, da energija, ne, še posebej pač te energijske blokade, o katerih sem že prej večkrat govoril, ne, to so naše pretekle izkušnje, kjer ta energijski naboj dejansko postane neka prizma, leča, skozi katerega doživljamo in delamo, bom rekel, funkcioniramo vse te dogodke. Ne. Ko mi partnerka nekaj reče, dejansko te stvari ne doživljam, kaj mi ona reče, ampak doživljam dejansko, kaj mi je, ne, mogoče moja mama rekla, mogoče moja bivša partnerka, mogoče učiteljica v šoli. Ne. Karkoli se je nekaj zgodilo, pač podzavestno dejansko se nam te zadeve zaktivirajo in potem pač mi odreagiramo. In tukaj lahko dejansko pač, bom rekel, izgubimo partnerstvo, izgubimo odnos, izgubimo posel, ne, ali pa dejansko se sami vrtimo v nekem krogu in ne najdemo poti ven. Ne. Okay, potem pa je tukaj še, bom rekel, eno podporno okolje, ki ga moramo narediti, ne, da dejansko lahko te stvari vzdržujemo. Preveč ljudi srečujem, bom rekel, ki dejansko gredo na neko delavnico ali pa se odločijo za nek coaching, ampak zopet za ta coaching so se odločili, ko so imeli nek problem, ne, in so potrebovali nek premik, so potrebovali neko pomoč, podporo, ne, ampak potem niso nadaljevali. Ne. In dejansko sami niso opazili, ne, da pač grejo nazaj. Ne. Glejte, v bistvu življenje na nek način je kot te avtomatske stopnice, ne, ko grejo dol. Ne. Če ne hodimo gor, nas potem potegne nazaj. Če ne rastemo, pač padamo. To je pač, bom rekel, življenjski princip, to so pač energijski zakoni vesolja, ki tukaj so in delujejo. Ne. Glejte, pri vrtu, ne, imate ogromno ljudi, pač ogromno vas ima vrt, ne, zdaj bo pač čas, da se pač stvari postavijo na vrtu, ne. Ampak veste, da če vrt pustiš, če vrt zanemarjaš, potem avtomatsko začne rast plevel, avtomatsko negativa, isto pa v življenju. Če dejansko dnevno ne delaš, če nimaš nekega urnika, če nimaš nekih ritualov, če nimaš nekih rutin, potem avtomatsko se začnejo urivati negativne informacije, negativna energija in tako naprej. Ne. Tako da dejansko to je zelo pomembno. Ne glede na to, ogromno ljudi pač verjame v pozitivno psihologijo. Ne. Jaz vedno ustavim, ko ugotovim, da dejansko začnem negativno razmišljati. Ja, zagotovo. Isto kot jaz pri mojem zobu. Vedno grem k zobozdravniku, ko ugotovim, da je nekaj narobe. Ampak to, preden ugotoviš, da te negativa napade, preden ugotoviš, da si padel v negativen tok misli, je bistveno že 3-krat, 4-krat prepozno. Isto tako kot pri mojem zobu. Ne. Tako da, ja, glejte, tukaj je tisto vse skupaj, bom rekel, to znanje, podzavestni programi, energijske reševanje, odpravljanje energijskih blokad, izdelavo podpornega okolja, sem jaz združil v bom rekel, en sistem dela, ki ga imenujem 4 energijski stebri uspeha, za tiste, ki bi želeli več informacij, za tiste, ki bi želeli to implementirati tudi v vašem osebnem življenju, partnerstvu. Tam imamo še posebej, bom rekel, blueprint, zemljevid do čudovitega in uspešnega partnerstva. Ne. Pač se oglasite, me kontaktirate za več informacij in vam z veseljem pomagam. Dragi moji, drage moje, to je bilo eno razmišljanje danes, stvari, ki sem jih želel podeliti z vami, zakaj nekatere tehnike pomagajo samo kratek čas. Stvar je v tem, vsaka tehnika, smo rekli, je samo orodje,
ki ga lahko uporabljamo točno takrat, ko je to potrebno. Katera tehnika je najboljša. Najboljša ni stvar v tehniki, isto kot pri zobni pasti. Katera zobna pasta je najboljša? Tista, ki jo uporabljate. Če imate vrhunsko zobno pasto na polici in jo ne uporabljate, pač so slabi zobje, ne. In ni stvar v tehniki, ampak v tistem, ki tehniko dela, ne. In potem dejansko, če resnično hočete narediti neko transformacijo, če resnično želite spremeniti svoje življenje, potrebujete delati na 4 energijskih stebrih uspeha. Želim vam en čudovit dan, če je pred vami vikend, čudovit vikend, ostanite čudoviti in se kmalu zopet slišimo. Čau, čau, živjo.